Dobrodošli na mojem podcastu Preboj za podjetnike in vodje. Moje ime je Aleksandar Šinigoj in moja strast je, da intervjujem oziroma modeliram uspešne ljudi in to znanje o njihovem uspehu prenašam na podjetnike in vodje. Oziroma vse tiste, ki bi radi nekoč postali vodje oziroma podjetniki. Prvi del intervjuja je povsem brezplačen. Drugi poglobljeni del je pa na voljo zgolj našim članom Mastermind kluba 10x Trust. Gre za podjetnike in vodje, ki bi radi hitreje povečali prodajo, dobiček in rast svojih podjetij. Če bi radi tudi vi povečali dobiček in rast vašega podjetja, vas vabim, da se nam pridružite in postanete člani Mastermind kluba 10x Trust. Pišite nam za več informacij na info@mastermindacademia.com. Vabljeni, poslušajte, uživajte in hvaležen bom, da nam zaupate, kaj se vas je dotaknilo, kaj boste tudi sami uporabili v vašem življenju oziroma pri vašem poslovanju. Lep pozdrav, z nami je danes Miran Boštic, ustanovitelj več podjetij, vodja, direktor. Miran, dobrodošel, hvala, da si z nami. Hvala, Aleksandar, izredna čast je, da si me povabil. Dajva malo predstaviti Mirana oziroma podjetja, ki jih je Miran ustanovil. Ja, to je v bistvu zelo lahka naloga, a ne? Ustanovil sem najprej Unistart, ko se je pač zgodba nekako začela, IT podjetje, to je bilo daljnega leta 1989. No, zdaj po 30 letih, a ne, je pač iz tega enega podjetja nastal grozd podjetij z mamo, pač smo neke vrste, bi lahko rekli, da je to oblika holdinga, a ne, z mamo, ki se ukvarja z nepremičninami, potem pa nam je ostalo še nekaj podjetij, hčera, ki delajo pač neke druge procese, a ne, počnejo neke druge stvari tudi izven osnovnega IT-ja in to je to, pa tako kot seveda veš in vejo vsi, ki temu malo sledijo, prejšnje leto smo 2 podjetji iz tega grozda prodali in tisto, kar takoj ugotavljam, je, da zdaj vsemu navkljub fantastično delajo in izpolnjujejo vsa pričakovanja novih lastnikov, pa tudi nas, a ne, ki smo še zmeraj na nek način, ko bi rekel, udeleženi. Odlično, bravo. Zdaj malo si omenil, deva kaj pravzaprav počnejo zdaj ta podjetja, oziroma če bi rekel cel grozd podjetij, kaj je nek skupni imenovalec oziroma s čim se ukvarjajo? Ja, zdaj, če gremo do zgoraj in navzdol, a ne, ker je verjetno najbolj logično, mama je Alterna Intertrade, letos smo statutarno spremenili v d.o.o., prej je bila delniška družba, tako da smo v bistvu zožali delničarje na minimum, zdaj smo samo še 4, a ne. To je prva stvar. Druga je, da je ostal v mami finančni inženiring, se pravi naložbe, investicija tega denarja, ki smo ga skupnino dobili, pa seveda večina nepremičnina, ne, se pravi, zdaj upravljamo nepremičnine pa denar, to je, kar je mama, ne. Potem tudi moja vloga je, da sem v tem podjetju še zmeraj predsednik uprave, hkrati pa sem nadzorni organ oziroma član nadzornega odbora podjetij, ki sem jih prodal, ne, to je pa ta nov grozd, ki se je s tem italijansko skupino pozicioniral v Sloveniji, Aktual IT Slovenija. To je, kar se pač zdaj malo tega dela tiče še mojega prejšnjega, se pravi, tam imam še neke nagrade oziroma earnoute po angleško iz naslova prodaje, tako da še sledim in sem zainteresiran, da ta podjetja dobro delajo. Potem so pa hčerke, a ne, recimo, kar se IT-ja tiče, je Alterna distribucija, potem so pa bolj, se pravi, naložbene, projektne firme, pa to, kar dela gostinstvo oziroma uvoz rumov, pa nekih teh, ko bom rekel, ljubiteljskih programov. Deva mogoče, preden si je prišel do te prodaje, mogoče kakšen stavek o številkah zaposlenih, promet, kako veliki ste bili v resnici do pred kratkim? No, bili smo relativno majhni v svetovnem merilu, a ne, v slovenskem pa smo naredili tam več kot 40 milijonov letnega prometa, po skupini delovali več kot 150 zaposlenih, redno zaposlenih, ne pa dobro, seveda nekaj prekarcev in ostalih pogodbenikov. To je to, no. Mislim, da smo tam zasegali med slovenskimi IT podjetji top 3, recimo, a ne, v skoraj vseh segmentih, se pravi, promet, dobiček, število zaposlenih, področje produktov, ki jih, se pravi, portfolio prodajni in tako naprej.
Deva nekaj o začetkih, kako se je začelo? V bistvu, si vedno načrtoval, da bo to tak sistem na koncu nastal, ali kakšen je bil začetek poti? Ne, seveda nisem načrtoval, pa tudi če bi se vmes to zelo spreminjalo, ne. Edino, kar sem pač vedel od majhnega, to sem pač čutil, ne, da bom imel nekako pisarno in da bom sam od sebe odvisen. To očitno sem se s tem rodil ali pa potem to pridobil. Ne. Tako da začeli smo, se pravi, še v stari Jugoslaviji, ko je bilo še, so bile pač situacija malo drugačna, predvsem zaradi ekonomike pa režima smo najprej ustanovili podjetje v Avstriji, pa pol iz Avstrije prišli v Jugoslavijo, pozneje v Slovenijo, ne, in se potem, se pravi, širili, ne. Da bi imeli od začetka resno strategijo, Excel tabele, plan, to ni, ne. Mi smo delali, ko bi rekel, zelo veliko po občutku, po intuiciji, ne, in pa seveda glede na potrebe strank. Se pravi, bolj so nam stranke, pa trg nam je kreiral povpraševanje, na katerega smo mi relativno dosti hitro in fleksibilno se odzivali. Potem počasi, seveda, se pa z vsem tem znanjem, ko bi to rekel, pač kot podjetnik ali pa kot eno tako mlado podjetje, pridobivaš en kup znanja iz življenja, da tako rečem. Od, se pravi, carinskih, finančnih, komercialnih, kadrovskih, računovodskih in drugih znanj, ki jih moraš pač nujno obvladati, zato da podjetje lahko raste, ali pa obstane, da tako rečem. Tako da v bistvu bilo vse takrat zelo po inerciji, in če bi rekel, da smo imeli neko strategijo, kaj bomo delali čez 40 let, ne, nismo imeli. Ne. Tudi ne verjamem, da je kdo v tistem trenutku na tak način pa tako razmišljal. Ne. Res, da se je potem s to malo tudi globalizacijo ali pa amerikanizacijo pojavilo pri nas, a ne to, se pravi, tabeliranje, Exceli, spremljanje številk, vseh teh oblik, ki so danes kvartalni plani, pritiski, vsi ti mehanizmi, ki so danes v ekonomiki, ki niso zmeraj samo dobri, no, so pa recimo z ene strani ekonomsko pa uspešne. Zato so se pa tudi obdržale tog časa, ne? Najbolj. Ja, odlično. Deva sam nekaj reči, en del podjetja je zdaj dobil novega lastnika. Kaj je vizija za preostali del? Kaj pa tvoja osebna vizija za naprej? Ja, to, kar sem kar je strategija, no, to, kar sem pred par leti napovedoval, ne, torej slovenski trg je premajhen, drugo je, za razliko od vseh ostalih, nismo težili na jug, ker pač, se pravi, tam, ker je cena inženirja ali pa naše ure manj vredna, tam je pač težko to potem z nekim dobrim dobičkonosnostjo delati, tako da težili smo k zahodnem trgu, ne, in to smo v zadnjem letu toliko časa počeli, da smo pač na radar prišli tem Italijanom. In lahko bi komu drugmu, ne, ker v tistem določenem trenutku je bilo kar nekaj povpraševanja po prvič naših storitvah, pozneje pa seveda v možnostih prevzema. Ne. Tako da to, kar sem jaz želel doseči, ne, to pomeni, da se odmaknem iz operative, da malo bolj lahko delam stvari, ki jih imam rajša, ne, pa ne bom rekel, da IT-ja ne maram, je spremljal cel življenje, ampak nekako lahko malo bolj delam projektno, ne, to pomeni ne toliko dnevno pritisk, operativa pa te stvari, ne, ki sem se v zadnjih letih sicer uspešno izogibal. Tako da zdaj v bistvu se lotevamo naložb, ki lahko so tudi zelo hitrih obratov, no, ampak ki niso nujno takšne, da moraš biti dnevno 24 ur na dan prisoten. Zdaj, če bi začel znova, kaj bi naredil drugače? Najbrž ne bi veliko stvari naredil drugače. Ne. Zdaj, seveda, zmer se pojavlja, ko bi rekel, ne, to je bil že ta Stanjak, ne, ta naš slavni psiholog, psihiater, če bi še enkrat živel in tako naprej, veliko je v teh, to je zdaj bolj filozofsko vprašanje, ne, kot bi pa rekel, kakšno res poslovno, no. Jaz mislim, da ne bi veliko stvari naredil drugače. Ali pa v tistih okoliščinah, ki sem se odločil, glede na to, kar sem vedel in znal, bi naredil enako. Ne. Zmeraj imaš seveda možnost delati bolj, zaslužiti več, ampak to so žrtve, ki so povezane potem z drugimi stvarmi. Ali z družino, ali s prostim časom, ali z drugimi aktivnostmi. Ne. In če jaz res nazaj gledam, ne bi naredil veliko drugače. Minimalno odstopanje, mogoče bi kakšen.
Oprosti, zdaj imaš neka nova znanja. Če bi šel s temi znanji, ki jih imaš zdaj začeti, kaj bi naredil drugače? Ja, kupil bi delnice Microsofta, pa teh podjetij, ki vem, da so zrasla. Ja, to so zdaj druge insiderske informacije, oziroma informacije, ki jih imaš, ki jih prej nisi imel. Govorim predvsem z vidika postavljene firme ali pa načina razmišljanja ali pa nečesa drugega. Ne vem, to se sam sprašujem. Ali bi kaj drugače počel pri rasti ali pa pri samem... Ja, sigurno, če bi danes nastavljal podjetje, a ne novo, recimo, da govorimo o startupih ali pa na ta način, bi se lotil seveda priprave malo drugače. Pač ne greš, ustanoviš podjetje in pol kaj bo, ampak bi recimo naredil sistemsko. Se pravi, ljudi, ki morajo biti vpleteni, poslovni načrt, neka pričakovanja, raziskava tržišča, ni sam feeling več dovolj, osvečaj za feeling, ampak je potrebno mogoče pristopiti temu malo širše. Pogledati, kakšne so potrebe, vse te analize narediš svoj, pač vse to, kar veš in znaš, in poznaj se tudi lažje odločaš, kaj boš delal, kaj se boš fokusiral, kje boš več energije porabil in tako naprej. To bi drugače naredil, recimo, ali pa če bi zdaj še enkrat začel. Odlično. Ja, kako pa preživljaš prosti čas? Kjer prosti čas? Ja, ne, tisto, kar je bilo vodilo, pač mi nekako že od začetka, ali pa zelo hitro po začetku, jasno, sprva smo začeli delati, smo delali, nismo vedeli, ali je datum, nismo vedeli, kjer dan je, koliko ura si pač delal in to te kar nekako tem prevzame nek ta pasijon, Poznaj sem pa nekako naključno prišel do tega, da je treba podjetje pogledati od zunaj in če si preveč operativi vpleten, pol ne vidiš, ker ti gre česa, Skratka, začne se nek balast in ukvarja se s stvarmi, ki te pač postegnejo od tebe, te posesajo, in ti se tega v bistvu, če skozi delaš, niti dobro ne zavedaš. Tako da jaz sem vmes nekako po nekem naključju na dopustu odkril ta, ko bi rekel, neko New Year Resolution, takrat to ni bilo tako neki, ni bila tako znana base word, ta beseda, izrek. Če sem se res vprašal, a moram res biti vsaden tam, koliko v prejšnjem letu je bilo takih trenutkov, da bi jaz, se pravi, ne mogel izostati, brez večjih posledic. In nisem jih mogel 15 let, v resnici. Tako da sem se odločil, da v bistvu si bom vzel več prostega časa, da bom to splaniral in takrat naprej sem v bistvu te aktivnosti kombiniral tako, da sem imel veliko prostega časa, veliko potovanja, ker sem bil pa na delu sem bil pa bolj intenziven. In neka ta kombinacija, da delam zato, da lepše živim, mislim, da je to vodilo. Da ne delaš zaradi dela, da ne delaš zaradi tega, da boš na nekem zakladu sedel pa hlasoval in grabil za kapitalom ali pa za nekim blagom, ampak v bistvu, da sproti, da kvalitetno in lepo živiš. To malo naložil, ampak saj... Ja, odlično, zelo simpatično. Daj povej, kaj rad bereš? To je pa, zdaj seveda jaz bi mogel reči, intelektualne knjige, ekonomske, sledim vsem tem novim trendom, ampak ni to res, Dobro, leposlovje me zanima iz srednje šole, s tem se zdaj zadnje čase praktično ne ukvarjam. Tisto, kar rad berem, so sprostitev, to so kakšne kriminalke, mogoče kakšne politične trilerje, malo povezanega s politiko, absolutno tisto, kar pa kar nekako nočem brati, dobro, so pa ljubezenski romani, pa knjige o duhovnosti. Tukaj te bo mogoče malo razočaral, ampak nekako se mi zdi, da je trg obremenjen s tem, veliko je teh knjig, nasvetov nekoga. Jaz tukaj vse mislim, da mora vsak svojo pot najti, en individualni kriterije pa te začrtati in potem se tega držati. Da ti iz knjig tega ne boš mogel implementirati, tako da. Ok, fajn. Je kakšna knjiga, ki jo rad podariš mogoče? Knjiga, ki jo podarim. Ali rad podarjaš mogoče? Zdaj, vem, da rad podarjaš namesto knjige, vem, da imaš za sabo kar nekaj različnih primerov ruma, in mislim, da je to tvoje najljubše darilo. Ali se motim? Ne, to je sigurno ta adventni koledar rumov je seveda dobro darilo.
sploh ker se ve, da je rum 100% zaščita proti COVID-19. Tega uživati zmerno in redno. Ampak, če greva nazaj k knjigam, zdaj seveda knjiga, ki jo podarjaš knjigo osebi, se pravi, moraš brati knjigo, ki je tej osebi namenjena, ne tepa, ne. Se pravi, če bi izbiral knjigo, pa podarjal knjigo, bi izbral knjigo, ki prisodi ali pa ne, nekako sodi k tej osebi, ki mu jo podarjaš, Zdaj, razen, če bi hotel seveda knjigo dati kot sporočilo, potem pač daš eno knjigo spet iz malo drugega nabora in upaš, da jo bo ta oseba prebrala. Je pa tako kot vse stvari, Jaz nisem, da bi rekel, ena stvar me obsede, nekaj časa drži, vse na tem področju raziščem, grem pa lahko čisto drugo, Tako da, če bi rekel zdaj, seveda, o politiki, o kriminalkah, na vsakem področju lahko najdeš, ali pa saj jaz, najdeš nekaj zanimivega in potem ti skr hlastaš, ne vem. Rečem en tak primer, mene je Nesboza slepil, v enem trenutku sem vse njegove knjige bral, prevedene, neprevedene, knjižice, pač vse, kar sem dobil v bistvu pod roke, Odlično. Zdaj si začel malo s tem, da ko te nekaj povleče, padeš noter in potem se izobražuješ na to temo, kako, kje, kdaj se ti izobražuješ? V bistvu, kje dobivaš ti znanja, ki ti danes koristijo? Bodi si osebno, da rasteš kot človek, posameznik, ali pa da kot vodja ali pa podjetnik greš naprej ali pa napreduješ. Torej, jaz mislim, da je tako eno tisto formalno izobraževanje ali pa izobrazba, ki pridobiš v šoli, in to bi jaz tako klasificiral kot vstopnica, Ti dobiš neko diplomo, karto, da imaš vrata neka odprta. Od takrat naprej je pa na tebi, In zdaj, takrat ni konec izobraževanja, takrat se pravzaprav resnično izobraževanje šele začne in to ni, ko bi rekel, nek tečaj ali pa nekaj, to je nekaj, kar te spremlja celo življenje v nekem procesu, kakor imaš želje, volje, potrebe in tako naprej, Tako da recimo tisto, kar stalno, se greš na kakšen tečaj, ne rečem, da ne, ampak ti si potem zbiraš znanja, ki jih rabiš in danes lahko zelo veliko najdeš, se ve kje, na medmrežju, da ne rečem, sigurno stvar, ki jo moraš dopolnjevati, je jezik. Jaz mislim, da več jezikov, ki znaš, več kultur spoznaš, veliko tega na potovanjih, kaj pa jaz vem, jaz grem v Brazilijo, pa kupam otroške knjige, recimo, pa pol malo prelistaš, pa pogledaš, pa se naučiš spet nekih novih portugalskih besed. V španski sem se malo bolj intenzivno učil, pa greš čez celo kulturo, zgodovino vseh španskih držav. Mislim tako, v vsaki stvari lahko najdeš motiv, interes ali pa nek drug vzgib, da to potem raziskuješ in se hkrati izobražuješ. Zdaj to pomeni na vseh področjih. Če potuješ, lahko se voziš, pa za enim turističnim agentom hodiš, lahko pa raziščeš, načrtuješ pot, se učiš geografije, zgodovine, mineralogije, da ne govorim vse, kar ti pade pod roko. In če te to vleče, mene to pač privlači noro, je to, kaj pa vem, en tak proces, ki ne moreš reči, izobraževanje, živiš. Kaj bi rekel, da so tvoje ključne vrednote? Ta je težka, Sigurno, da ta passion, da ta, ko bi rekel, obsedenost z stvarjo, ki se lotaš, pa jo potem do konca spelješ, če ta dost močen, potem temu sledi tak neprekinjeno delo, vztrajanje, pa potem, kar se pa naučiš, je pa to, da si neke vrste korektnost, poštenje, ta prava ravnoteženost v vsem teh, ko bi to rekel, značaju in vedenju. Kaj narediš v neki stresni, pa težki situaciji? Kako reagiraš, če je to nekaj? Ja, različno ljudje reagirajo. Eni zmrznejo, pri meni recimo se obratno zgodi, če je velika kriza ali pa nekaj, se mi vklopi notranji računalnik, možgan mi dela, takrat se vročina, temperatura telesa dvigne in potem toliko časa ta možgan dela, dokler ni, se pravi, nevarnost
problem ali pa ta nek nastavek rešen. To je verjetno ta samoohranitev, to je tudi. Jaz mislim, da ima to veliko uspešnih podjetnikov, nisem še naredil raziskave ali pa intervju na to temo, ampak velikokrat jaz mislim, da je strah, strah, da boš propadel, strah, da nekaj ne boš naredil, strah, da bo, se pravi, strah je sigurno največji motiv, po mojem, in iz tega strahu pol delaš različne stvari, si te kvačke daješ, neke varovalke, probaš tudi druga področja pokrivati, se širiti, rastati, se bojiš ustaviti in tako naprej, Bravo. Samo je kakšno vprašanje, ki si ga takrat postaviš, ko je krizna situacija, kaj je tvoja prva misel, ko je nekaj težkega za narediti, rešiti, kaj najprej ti pomisliš, kaj se vprašaš v glavi ali pa? Ne vem, če je to enoznačno lahko, ampak odvisno, kaj je problema, jasno je, kako si problem rešil, kaj narediti. Kaj narediti? In pa seveda variante A, B, C in to potem meljaš, delaš, preigravaš vse do konca, to je kaj šahne, to potez naprej, jem naredil to, kaj bo tam, v tem smislu probaš najdeti iz tega labirinta, včasih si misliš, da sploh ni možnosti rešitve, da si zaklenjen, pa se pol pokaže, da ni to hudo ali pa najdeš nekaj. Odlično. To si mogoče že prej malo rekel, ma vseeno te bom vprašal, kaj je navada ali aktivnost, ki jo redno počneš in ti koristi? Ena navada in aktivnost si rekel, da se odklopiš, da greš na potovanje, da je kakšna stvar, ki počneš poleg tega, recimo, da počneš dnevno in ti koristi za posel, za življenje, na splošno? No, jaz mislim, razvajanje sigurno, ampak bolj kot razvajanje je pa vsaj za mene šport, ko pač do konca se izčrpaš. Jaz mislim, da seveda je telo v neki harmoniji, tako fizično kot umsko, se pravi, če je telo fino je biti utrujen, da so mišice utrujene. In jaz mislim, da takrat telo se počiva in počiva celo telo. Tako da jaz brez športa verjetno, če ne bi pač vsaj relativno večino svojega življenja se ukvarjal z različnimi športi in mislim, da je to tisti ventil, tudi seveda, tudi poležavanje na plaži, tudi malo meditacije, ampak dejansko tisti aktiven šport na velikih obratih je pa ta prav filter za mene. Odlično. Je kakšen nasvet, ki ga danes ti poslušaš v podjetništvu in se z njim ne strinjaš? To pomeni, je nekaj, kar danes ljudje svetujejo ali pa poslušaš v medijih, knjigah, časopisih in rečeš, to pa ni dober nasvet za podjetnike. No, veliko je tega, mogoče tudi zaradi tega sem prej narobe rekel, tudi teh knjig o duhovnostih, pa na svetih, tega je veliko, trg je kar pripravljen s tem, in če hočeš ti tukaj, se pravi, izločiti res neko kvaliteten material, je težko do njega prideti. Tako da v bistvu zelo me motijo te floskule, neke parole, fraze, neka ukalupiranost vsega tega, kaj more. Danes so vsi, ki so bili uspešni, so bili revolucionarji. Se pravi, če greš res vse te velike premike, pa velika podjetja, ki so danes korporacije ali pa drugače, uspešni, so bili revolucionarji, niso temeljili na eni šolski logiki. Vsi so bili ekstra ljudje, ki so zaznamovali, tako bi rekel, ali posel, ali zgodovino, ali nekaj, v tem smislu. Tako da generalno, bi rekel, vsak mora svojo pot najti. Sej je seveda fino to vse prebrati, pa se pravi, prebrati in prebrati, da najdeš potem prave stvari za sebe. Ampak na koncu pa ljudje tisti, ki naredijo premike, vsak individualno ali pa v nekem timu, skupini. Odlično. Je kakšno vprašanje, ki bi te ga moral postaviti in bi bilo zanimivo za ljudi, ki naj jo danes poslušajo? Ja, po moje, če bi rekel zdaj na generalno, kaj bi jaz rekel mladim, ali pa takim, ko se še odločajo, kaj bi delali. Večina z materialnim svetom zastrupljena, pač glede na vse, kar se na tem področju dogaja. Jaz mislim, da idealno je, če ti hobi preraste v vir zaslužka. Se pravi, jaz bi težil k temu, da si srečen in zadovoljen v tistem, kar delaš, ker če to, boš potem uspešen. Če boš pa nekaj delal za to, da boš obogatel ali pa z nekega drugega motiva,
ki ni absolutno, ki ti ne daje dnevno zadovoljstvo ali pa že sprotno zadovoljstvo, potem pač jaz to ne verjamem. No. To je zelo redki ljudje lahko res uživajo v tem, da se figurativno kopajo v denarju. Odlično. En svet, ki govarja, in tako naprej. Ja, oprosti, Miran. Deva, sem ti prekinul v tem stavku, tako da če imaš še kaj za dodati k temu. Ne, super. Ja, deva za konec en nasvet, ki bi ga dal podjetnikom, ki naj poslušajo. En stavek, ena misel, ena beseda za podjetnike. Ja, to je težko zdaj strniti, recimo res v eno misel, ali pa spet v eno parolo, pa moto, ampak jaz bom rekel, držite se tistega, kar čutite, da je dobro. Jaz mislim, da mora človek tle narediti po občutku v tem nekaj, da ga zadovolji. Vse ostalo pa posledi. Vse v življenju, če verjameš vase in če si pripravljen vztrajati, vse sledi. Odlično. Miran Brštic, hvala lepa za tvoj čas in še naprej uspešno. Hvala lepa. Odličen intervju je bil. Če vam je bil ta posnetek všeč in želite vsak teden dobiti novo aktualno vsebino ter praktične nasvete za 10-kratno rast vašega podjetja, vas vabim, da se pridružite Mastermind klubu 10krat rast. Da obišete spletno stran mastermindakademija.com ali pa kar nam pišete na info@mastermindakademija.com in napišete, da bi radi postali člani tega odličnega združenja podjetnikov in podjetnic, kjer delamo na temu, da vi izboljšate vaše poslovanje, vašo rast. Če bi radi, da še koga povabim izmed uspešnih podjetnikov, vodij, če bi radi kakšno posebno vsebino, ki bi jo znotraj našega podcasta pokrili, vas res vabim, da nam pišete in z veseljem se bomo potrudili, da bomo poiskali možnost, da vam tudi to ponudimo. Hvala lepa, da ste z nami. Vabim vas, da se naročite na naš podcast, da se naročite na naš YouTube kanal, da nas spremljate na različnih možnih kanalih, zato ker bi radi prav za vas vam dostavili najboljšo vrednost, največje ali pa najbolj koristne informacije, ki jih potrebujete pri vašem poslu in pri vašem delu.